Pozdravljeni! Pred nami je nova sezona v svetovnem prvenstvu Formule 1. In prav je, da izkoristim malce to priložnost in tudi predstavim vse aktivnosti, katerim boste lahko sledili na mojih kanalih. Tako na kanalu YouTube kot na Facebook strani Badgers Way. Začnimo z YouTubeom. Tu si bodo dnevno sledili za vsak dirkaški vikend 4 prispevki. V prvem prispevku, kateri bo objavljen povečinoma v četrtek, se bomo dotaknili uvodnih zadev. Namreč predstavil bom dirko, povedal na začetku kako anekdoto iz preteklosti, kako zanimivost, katera se dotika posamezne proge. Nato bomo šli pogledati lastnosti same proge, bomo pogledali, kaj pravi izbor pnevmatik za vsakega voznika, za vsako ekipo, seveda ne bom izpustil tudi trdote, primerjave s prejšnjimi sezonami in na koncu bom podal svoje videnje, kaj lahko pričakujemo v nedeljo, še preden bodo vozniki napravili prve kilometre v prostih treningih. In seveda v petek predvidoma drugi prispevek, kateri bo imenovan pred kvalifikacijami. Tu se bom najprej dotaknil tistih tehničnih novosti, ki so jih ekipe pripravile za določeno dirko, tiste podrobnosti, ki so ponavadi očem skrite, a so v prostih treningih malce bolj vidne. Potem bomo malce pogledali rezultate, ki so jih ekipe dosegle na prostih treningih, a v zornem kotu kvalifikacij. Ne bom se toliko osredotočil na ritem, kot na tiste najhitrejše kroge in skušal napovedati, katera ekipa, kateri vozniki so bili v boljši formi in kaj lahko pričakujemo od kvalifikacij samih. Nato po kvalifikacijah seveda bo sledil tisti zadnji briefing. Imeli bomo rezultate iz kvalifikacij, imeli bomo podatke o ritmu iz prostih treningov. In seveda te podatke bom nekako skušal skrižati in napovedati, kaj nas čaka v nedeljo. Imel bom tudi malce bolj jasno sliko, kako kaj kaže s pnevmatikami, tako da bom lahko potrdil ali zavrgel tiste teorije, ki sem jih napravil v prvem prispevku. Seveda po dirki kot običajno komentar, kjer bom skušal na kratko poudariti vse tiste zanimive točke, interpretacije in skušal nekako povzeti celoten dirkaški vikend. In seveda, kot sem omenil na začetku, tudi letos na strani Facebook komentar v živo tako kvalifikacij kot dirke same. In tu je treba prvič povedati nekaj, zakaj na Facebooku in zakaj ne na YouTubeu. Ker je pravilo pri YouTubeu tako, da rabim vsaj 1000 sledilcev, da bi mi to dovolili. Na Facebooku te omejitve ni. Hvaležen sem vsakemu, ki mi sledi na strani, a žal vas je zaenkrat še premalo. Ko bom dosegel to, seveda bo vsem bolj praktično, da so vse stvari na enem samem kanalu. A do takrat upam, da boste potrpeli z mano. Druga zadeva, kako bodo potekale tako prenos kvalifikacij, kot seveda tudi prenos dirke. Vključitev v prenos bo 15 minut pred polno uro, to se pravi, pred kvalifikacijami bomo imeli 15 minut časa, pred začetkom same dirke 25 minut. V tem času bom skušal zopet zgoščeno povedati vse tiste zanimivosti, katere nisem obdelal v prej citiranih prispevkih, povedati kakšno nepreverjeno informacijo, kakšen trač, kakšne, bom rekel, nove dogodke, kateri so prišli v medije v zadnjem trenutku. In seveda tudi tu je zaželjeno vaše sodelovanje. Tako pred začetkom dirke, seveda in kvalifikacij, kot tudi med samimi kvalifikacijami in dirko. Vidim vaše pripombe in z veseljem odgovorim na vaše vprašanja, ukolikor seveda znam. Tudi lani je bilo kar nekaj izmed vas, kateri so v živo res lepo sodelovali in povedali svoje mnenja, svoje pripombe ter tako naprej. In seveda, ukolikor kdo ne želi tega kanala, lahko me kontaktira tudi na Messengerju. Vsi vabljeni, da zaprosite za prijateljstvo na Facebook strani Badgers Way in seveda, ukolikor tudi to se vam ne zdi udobno, je možnost kontakta tudi po mailu. Namreč zavedam se dejstva, da jaz ne vem vsega. Ne vem, kaj vam je bolj všeč, zato je prav, da dobim tudi nek feedback, da se skušam popraviti, izboljšati in kot vidite na kanalu, počasi gredo stvari na bolje. Še kakih 20 let pa bodo stvari nekako znosne.
To na hitro o tem, kakšne bodo aktivnosti na mojih kanalih pri naslednji sezoni svetovnega prvenstva Formule 1. Upam, da so vam všeč, da vam bodo všeč tudi vsebine. Drugače pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.